svetu akrobatike, vsaj bom rekel te profesionalne akrobatike, nasilja ni veliko, vsaj ne, da bi ga jaz zasledil. Če se spomnim pa v bistvu svojih začetkov v gimnastičnih klubih, pa je prihajalo do nasilja, oziroma so prihajali do spori med nami mladostniki in so na mene takrat pustili in na mojega brata kar velik vtis. Do kakšnih sporov je prihajalo? Fantje iz različnih koncev Ljubljane, različno stari, smo tiste stvari, ki jih nismo mogli razrešiti, ne vem, na parketu, ker so bili učitelji zelo strogi, so se potem reševale, ne vem, tako da, te bom počakal na poti, ko prideš, ali pa, ne vem, ti bom sledil tam pa tam, ne. In recimo brat pa jaz ali vedno bolj pri teh, ne vem, pri piflerčkih, pri takih manjših, močnih in je bilo včasih, jaz se spomnim, da je bilo strah iti na gimnastiko iz ene v druge dvorane peš, ker nikoli nisem vedel, a se bom z unim pa z unim, ne vem, a bojo uresničili grožnje, ki so jih imeli. Zdaj, do fizičnega obračunavanja dejansko nikoli ni prišlo, ampak grožnje fizičnega obračunavanja pa so na meni takrat pustile vtis. Ali je to na vas pustilo posledice? Nekako vidim dva seta posledic. Prvi set posledic je pač to, da mogoče še zdaj, kadar ne pazim, je soočanje z neko avtoriteto, soočanje, ko pride do groženj, je prvi pač odziv je strah, je beg, ne, je ne se postaviti za sebe in bom rekel, to je nekaj, kar se vsakič, ko do tega pride, se moram s tem nekako zdilati. Druga posledica, bom rekel, pa je bolj pozitivna, je pa to, da enostavno jaz nikoli nisem hotel biti tepen, nisem se hotel tepsti, ne, in sem se naučil pač z besedami deeskalirati situacije. Kakšna je vloga odraslih pri preprečevanju nasilja? Nasilje se vedno dogaja z nekim razlogom in odrasli imajo to možnost, da se z tistim, ki je, bom rekel, ki izvaja nasilje, ali pa tudi s tistim, ki pač, bom rekel, pred nasiljem pač beži, da se pač pogovarjajo o tem, zakaj nasilje oziroma kakšen je bil odziv glede na nasilje in da prisluhnejo in da stojijo za tem, da pač nasilje ni odgovor. Nasilje se vedno zgodi z nekim razlogom in pač odrasli ima možnost ga ustaviti, pa potem ne obsojati nasilneža, ker pri obsojanju ne dosežeš veliko, ampak ga mislimo povedati, to ni okej, pa ga hkrati poskušati razumeti. Razumeti, iz kje izhaja potreba, da komuniciraš prek tega, da si nasilen, oziroma da vzpostavljaš svojo avtoriteto, da si nasilen, ne. Če prideš do razloga, otroci bi radi govorili, bi radi povedali. Sam zelo redko najdem nekoga, ki jih bo prisluhnil, brez da jim bo povedal, da je to narobe, ali pa brez da bo obsojal njih kot pač identiteto, ne. Zakaj je treba reči ne nasilju? Nasilje preprečuje komunikacijo in če hočemo povezan svet, se moramo pogovarjati in če se želimo pogovarjati, ne smemo biti en drugega nasilni.